Drage gledalke, spoštovani gledalci. Danes bomo s terapevtko družinske in zakonske terapije Tanjo Repič Slavič govorili o spolnih zlorabah. Kdaj lahko že govorimo o spolni zlorabi? Kdaj se meja med dovoljenim in nedovoljenim poruši? O spolni zlorabi največkrat govorimo takrat, ko žrtev čuti, da se je zgodilo nekaj neprimernega, nekaj, kar je prestopilo njeno mejo. Torej pomeni konkretno, da je nekdo se začel te osebe dotikati na neprimernih mestih, morda po prsih, zadnjici, trebuhu, spolovilu, ali pa je prisilil to osebo, da je gledala kakšno pornografijo, kakšne posnetke take, kjer je absolutno človekovo telo ponižano, sramočeno, morda je prisilil to osebo, da je šla v kakšni spolni odnos ali pa da je karkoli takega je govoril. Skratka, vedno govorimo o spolni zlorabi takrat, ko so prestopljene ene meje, ko gre za najbolj intimne, osebne stvari, ko te nekdo umaže, če lahko tako rečem, ne. In tukaj je tudi pomembno vedeti, da tisti, ki spolno zlorablja, namerno to naredi, da je to načrtovano. Če se žrtev počuti umazano, krivo, gnusno, osramočeno in če storilec ima namen, da se zraven spolno vzburja, potem govorimo o spolni zlorabi. Pa tudi, če ni prišlo do dotika, je lahko samo neka beseda taka ali pa kakšni komentarji, ko komentiraš telo ženske na kakšen tak neprimeren, vulgaren način. Že to je dosti, da govorimo o spolni zlorabi. Ni nujno, da pride do posilstva. Kaj doživlja žrtev spolnega nasilja? Kar delam z ljudmi, ki so bili spolno zlorabljeni, še nisem srečala žrtve, ki se ne bi počutila krivo. Krivo, ali da ni pobegala, ko jo je nekdo zlorabljal, ali da ni poiskala pomoči, ali da je bila neprimerno oblečena, ali da je izzivala. 1000 in eno stvar povejo te osebe. Počutijo se grdo, umazano, velikokrat imajo občutek, da je njihovo telo zapacano. Tako prav tisti občutek, da bi se kar poškodovale, zato pogosto tudi ljudje, ki so spolno zlorabljeni, kasneje v življenju imajo kar nekaj težav. Ne vem, se lahko samo poškodujejo, režejo po rokah, lahko imajo kakšne motnje hranjenja, lahko imajo misli na samomor, grejo v kakšno zasvojenost, droge. To se enostavno zgodi, da čutijo eno hudo stisko, da ne vejo, kako se umiriti, in potem je morda hrana rešitev, kako se umiriš, in morda rešitev, kako greš v neko spolnost z nekim fantom hitro, pa mu težko postaviš mejo. To je recimo tudi ena taka pogosta značilnost, da ti ljudje težko rečejo ljudem ne. Ker tudi tam nekje nekoč, ko te je nekdo zlorabljal, ni imel meje, je šel čez mejo. Tako da tukaj je teh občutkov od ponižanja, sramu, krivde, jeze, prezira, vse. Jaz ne vem, katerega občutka ne bi čutili ti ljudje. Predvsem pa ti občutki zelo bolijo. Kako prepoznamo spolno zlorabo? Vsekakor je težko navzven nekoga kar tako, da bi mu dali žig pa rekli, ta je pa spolno zlorabljen. Ker navzven se ponavadi ne vidijo ti znaki. Ti ljudje so lahko ravno tako uspešni, dobri, vse, pa ne vemo, kaj se jim je vse dogajalo. Najpogosteje pa lahko posumimo, ni pa nujno, ampak lahko posumimo, da je nekaj narobe, da je morda tudi zloraba zadaj. Če kar naenkrat nekdo, ki mu je šlo dobro v šoli, izgubi koncentracijo, ima kar naenkrat slabše ocene, kar naenkrat ga postane strah cel kup stvari, morda, da se mu bo nekaj hudega zgodilo, ne more spati, ima kakšne grozne nočne more, ki se ponavljajo redno, noč za nočjo, in ga je strah iti spat. Pogovor o spolnih zlorabah bomo nadaljevali tudi prihodnjič. Lepo se imejte in pazite nase.